Danes govorimo o pravilu 5 sekund in ne, to ni tisto pravilo od Mel Robbins, ki je sicer super čudovito pravilo, ampak danes želim govoriti o pravilu 5 sekund na spletni strani. Ali tvoja spletna stran izpolnjuje pravilo 5 sekund? Klikni pauzo in spodaj v komentar zapiši ja ali ne, oziroma zapiši tudi, če pravila mogoče še nikoli nisi slišal oziroma slišala zanj in ga ne poznaš. Zelo ti bom pa hvaležna tudi, če klikneš subscribe in se popolnoma brezplačno naročiš na moj YouTube kanal in me tako podpreš in mi pomagaš, da bom lahko še naprej ustvarjala takšne vsebine. Ok, zdaj te pa najbrž že zanima, o kakšnem pravilu govorim, a ne? Gre za pravilo, kjer mora dobra spletna stran v 5 sekundah oziroma velikokrat tudi v 3 sekundah odgovoriti na vprašanje obiskovalca, ali je to vsebina, ki jo iščem, ali je to rešitev, ki jo potrebujem. In glavno bistvo oziroma cilj spletne strani je, da obiskovalce pretvarja v stranke. Na to pa vpliva teh 5 najpomembnejših vidikov, ki morajo biti izpolnjeni v teh 5 sekundah. Prvi vidik je, kaj je bistvo tvoje spletne strani. Za obiskovalca mora takoj biti jasno, za koga je ta spletna stran namenjena in na drugi strani tudi za kakšno spletno stran gre. Mogoče je to spletna trgovina, mogoče je to spletna stran, kjer so na voljo samo informacije, torej neka informacijska spletna stran, ali pa ponuja mogoče neke storitve. Druga točka je, ali je spletna stran relevantna. Potrebno je odgovoriti na vprašanje, ali je spletna stran sploh relevantna, ali ima neke dobre informacije, ki jih obiskovalci iščejo in želijo. Veliko spletnih strani je namreč zelo podobnih eni taki oglasni deski, vsebujejo nerelevantne ali zastarele informacije in v bistvu obiskovalcev sploh ne dajo razloga, da bi se sploh vrnil oziroma obiskal oziroma brskal po takšni spletni strani. Tretje vprašanje je, ali lahko zaupam tej spletni strani. Pomembno je, da obiskovalec takoj, ko pride na spletno stran, ima taki občutek domačnosti oziroma, da je za njega tudi poskrbljeno, da se počuti doma, da se počuti dobrodošel. In ko ima ta občutek, bo verjetno zaupanje tudi veliko višje. Zato pa na eni strani poskrbijo tehnikalije, kot so na primer to, da imamo na spletni strani naložen, nameščen SSL certifikat, ki nam omogoči, da imam spletna stran tisto zeleno ključavnico na zavihku brskalnika, potem, da se, ko nekdo pride na spletno stran, da ni kakšnih vidnih errorjev oziroma napak, da se takoj ob obisku ne odpre desetine in desetine pop-up oken in tako naprej. Na drugi strani pa je potrebno poskrbeti tudi za pravi dizajn, ki bo zelo pregleden, domač in prijazen. Seveda pa je zelo pomembna tudi iskrena in dobra vsebina. Četrto vprašanje je, kaj moram narediti. Obiskovalcu mora biti takoj jasno, kakšen je naslednji korak, ki ga mora narediti, da pride do te tvoje rešitve, ki jo ponujaš. Morda je to nakup nekega izdelka, morda je rezervacija termina za posvet s tabo, mogoče je to celo nakup neke storitve ali karkoli pač je naslednji korak, ki ga obiskovalec mora narediti. Tako se bo obiskovalec takoj počutil vodeno, da je poskrbljeno zanj in ne bo prepuščen sam sebi. Peto vprašanje, na katero mora odgovoriti tvoja spletna stran, je, ali je tvoja spletna stran dovolj hitra. V času, kjer živimo zdaj, je potrpežljivost kar malo mogoče nizka, zato je zelo nujno oziroma potrebno, da se tvoja spletna stran v bistvu hitro odpira oziroma nalaga. To je torej teh 5 točk, ki morajo biti odgovorjene in izpolnjene v prvih 5 sekundah, ko pride obiskovalec na tvojo spletno stran. Vsaka sekunda šteje in vsako sekundo, ko ne izpolnjuješ teh 5 točk, izgubljaš obiskovalce. Če ti naredim en čisto mini povzetek, potem poskrbi, da tvoja spletna stran se torej hitro odpira, ne pusti obiskovalca v dvomih in ima pregleden in privlačen dizajn. Zdaj, ko poznaš pravilo 5 sekund, te vabim, da spodaj v komentar zapišeš odgovor, ali tvoja spletna stran odgovarja na vseh 5 vprašanj. Če so ti take vsebine oziroma video všeč, potem ti bom zelo hvaležna, če klikneš like oziroma subscribe na mojem YouTube kanalu in mi tako pomagaš in me podpreš, da še naprej lahko ustvarjam takšne vsebine zate.